Zdaj vam bom predstavil tele stroje, ki jih imamo tukaj. To so stroji za čiščenje tapisona. To je vodni stroj, ki se uporablja za čiščenje tapisona. Potem imamo stroj za poliranje, ki ga uporabljamo po vrtcih ali drugih podjetjih, kjer mažejo tla in se potem lahko tudi čistijo. Potem imamo stroj za ribanje tal, ki je zelo potreben in dober za delanje z njim in ostalimi pripomočki. Potem imamo še sesalec, ki je tudi zelo dober in ga uporabljamo za čiščenje tapisona tudi in čiščenje tal v podjetjih. Tebe smo pa ujeli pravkar pri sesanju. Ja. Koliko časa že to počneš? Že 10 mesecev. To verjetno ob še kakšni drugi dejavnosti, a ne? Ja, še študiram, ja. In na kakšen način si potem prišla sem? Pa ne vem, pač v bistvu sem si iskala neko delo, a ne, pač kad človek mora pač nekaj denarja tudi tako potem zaslužiti, a ne, in sem enkrat po internetu brskala, a ne, in sem vas slučajno pač na to naletela, a ne, tako da... A pa ti je zdaj to všeč početi? Pa je v redu, če primeraš, v bistvu, ni to, nič koliko težkega, delaš, pa tako, koliko ne. dobiš, pa se splača za enega študenta. Pa je kar v redu v bistvu, no. Kako pa imaš, kdaj začneš, kdaj končaš, koliko na teden recimo? Ja, jaz imam v bistvu zdaj trenutno deljen delovnik, a ne, pač recimo delamo od 6 zjutraj do 10, a ne, pol delam pa še popoldne od 5 pa do 11 zvečer, ne. Kaj pa največ delaš? Zdaj smo videli, da si ravno kar sesala. Kaj še delaš? Tukaj bolj pride zraven, ne vem, recimo še čiščenje moških, ženskih, garderob, WC-ji tudi pridejo v poštev, pol pač stebri, te, ki so iz rostfreja, je treba čistiti, pa praznjenje pač košev, pa te zadeve razne, no. Tako da v bistvu je dosti raznoliko, pač ni non-stop neki tako pač eno in isto, ne. Kakšne pripomočke pa še uporabljaš? Poleg rokavic, seveda sesalec, kaj še? Ne vem, recimo gumica za pobiranje vode, pa so v bistvu pač tukaj razna čistila, krpice, pa te gobice. Moraš biti na kaj posebej pozorna? Ja, v bistvu pač kakšna čistila so precej močna, ne, tako da v bistvu pač moraš obvezno pol nositi rokavice, ne, pa moraš paziti, ko pač mešaš z vodo, ko nalivaš, da ti slučajno pač kaj ne brizne pač v obraz, ne, ko ni glih prijetno, a ne. To so pa čisto drugačna čistila kot tista, ki jih imamo doma. Po vsej verjetnosti, ja, so precej bolj taka pač agresivna, ne, močnejša, tako da. Kaj pa, ko končaš, a pride kakšen šef pogledat, če je vse v redu, če si spucala, kako je treba? A te kdo nadzoruje? In pokaže, tle še ni v redu, ali ti zaupa? Zdaj tako vmes, med tem, ko delam, pač me noben ne nadzoruje, ne, mislim, ostaj tlele pač pri jutranjem delu, ne. Jaz v bistvu pač ob 10 končam, grem domov, ne, in v bistvu pol pač imajo šefi obhode, a ne, pa hodijo pač malo gledati, a ne. Po pa, če slučajno nekaj v redu, pa dobiš telefonski klic, a ne, ti pove pač malo svoje in to je to, ne. In naslednjič narediš, kako je treba, pa je v redu. Ja. Vemo, da smo imeli včasih vedra, sesalce, potem brisalo za steklo in to je bilo največ, potem so prišli stroji za, bom rekel, enokolutni stroj za čiščenje in nego tal. No, razvoj trgovin je prinesel tudi hitrejši razvoj večjih kombimatov, čistilnih strojev za obvladovanje teh velikih površin. Stroji so takšni v bistvu zelo lahko vodljivi, ker so pa težki, so pa lahko tudi nevarni. To mi z večjimi stroji delamo lahko samo
v večernih časih in jutranjih časih, ker dejansko lahko pride do nesreče in delamo na objektih potem čez dan z manjšimi stroji. Čistilci so zelo iskana delovna sila. Vsa podjetja imajo več ali manj primanjkljaj delovne sile, zato ker je mogoče en od vzrokov tudi slabo vrednotenje tega dela in pa tudi nekako nizek status, ki ga ima poklic čistilca, ne glede na to, da je to delo zelo zahtevno, ker vemo, da so sedanji materiali zelo tehnološko dovršeni, zato morajo tudi čistilci poznati ustrezne postopke, morajo poznati določene kemikalije, delo z določenimi stroji, tako da to ni več tisto čiščenje, pri katerem pač potrebujemo samo metlo in pa vedro vode. Pri čiščenju talnih površin uporabljamo stroj SE, proizvajalec Taski, uporablja se ga vsakodnevno. Specifika tega je, da je to enokolutni stroj, s katerim čistimo tla. Uporablja se pa v sorazmerju s sesalcem vodnim. Na njega lahko pritrdimo krtačo ali pa filc. In uporablja se pa še z vodo in raznoraznimi čistili, odvisno od vrste tal. Pri naravnem kamnu uporabljamo tudi zaščitne premaze, da se sam kamen je porozen in vpija razno umazanijo in da zapremo te pore v njemu, da nam je olajšalo tudi čiščenje. In to se ponavlja v intervalih leto do 2 leti, odvisno od frekventnosti objekta. Tukaj na tem objektu imamo cirka 12.000 kvadratnih metrov površin, ki jih je treba vzdrževati vsaj 2-krat do 3-krat letno intenzivno.